Lepo pozdravljeni, jaz sem Gorazd Vodeb, vodja oddelka informacije in izposoje v NUK-u. Ta tečaj je namenjen nekomu, ki ne pozna še dobro knjižnične zbirke in storitev NUK, zato da bo nas bolje spoznal in vedel, kaj lahko vse od nas pričakuje, tako da bomo predstavili, kakšno knjižnično zbirko imamo, elektronske vire, različne druge storitve s poudarkom na storitvah, ki jih izvajamo na daljavo, se pravi od digitalne knjižnice Slovenije in tako naprej. Skratka, gre za en tak širok pregled za osnovne informacije o nas. Ta pregled bo trajal približno 2 uri, bo dosti širok in informativen. Tečaj je razdeljen v več delov, posnet pa je bil oktobra leta 2023, tako da se vse spletne strani informacije pač nanašajo na to stanje. Tako, zdaj bomo pa kar začeli s predstavitvijo. Bom jaz začel deliti zaslon. Tako, če gremo kar najprej na poslanstvo NUK-a. NUK izvaja pravzaprav naloge več vrst knjižnic. Najpomembnejši je gotovo kot nacionalna knjižnica. Tako kot vse nacionalne knjižnice po svetu, tudi NUK zbira, hrani, obdeluje vse publikacije nekega naroda oziroma države in jih seveda hrani za prihodnje rodove kot kulturno dediščino. Poleg tega kot nacionalna knjižnica izdeluje nacionalno bibliografijo, se pravi sistematičen popis vsega, kar je izšlo pač na območju Slovenije, Slovencev in tako naprej. O tem bomo malo več kasneje. Izvaja tudi določene strokovne naloge, ki so povezane s katalogizacijo, z razvojem in tako naprej, ampak te naloge niti niso toliko zanimive za končne uporabnike. No, NUK je tudi seveda univerzitetna knjižnica. Kot univerzitetna knjižnica seveda nabavlja obsežen nabor gradiva, pač ki podpira študij in raziskovanje, veliko je od tega elektronskih virov, izvaja tudi izobraževanje uporabnikov in druge storitve, se pa to poslanstvo seveda prepleta z vlogo NUK kot nacionalne knjižnice. Tukaj mogoče omenimo objavljanje v odprtem dostopu, se pa ta poslanstva, kot sem že omenil, med seboj prepletajo. Zdaj, če na kratko obnovimo zgodovino NUK-a. NUK je nastal leta 1774, ko ga je z dekretom ustanovila cesarica Marija Terezija. Takrat je bilo en zelo pomemben dogodek, saj je to bila prva javna znanstvena knjižnica. To je bilo takrat pomembno, danes se nam zdi to že samoumevno, ampak v resnici za tiste čase seveda to ni bilo. Šlo je v bistvu za licejsko knjižnico, ki je delovala pač pri ljubljanskem liceju do leta 1850. Bila je na frančiškanskem samostanu na Vodnikovem trgu vse do potresa 1895. No, že prej, 1850, se je ljubljanski licej ukinil in je bila knjižnica preoblikovana v študijsko knjižnico za Kranjsko. No, če nadaljujemo z zgradbo, NUK se je leta 1907, oziroma predhodnica NUK-a, če smo natančni, se je preselila v Poljansko gimnazijo.
in po prvi svetovni vojni je spremenila svoje ime, postala je državna študijska knjižnica, 2 leti kasneje pa državna biblioteka. To je bilo že obdobje prve Jugoslavije. No, takrat je tik pred drugo svetovno vojno še enkrat zamenjala ime, postala je univerzitetna biblioteka in del univerze, in leta 1941 se je tudi preselila v to Plečnikovo palačo, kjer smo še danes. Kot zanimivost mogoče še omenim leto 1944, ko se je zgodil požar zaradi padca poštnega letala na knjižnico. Ta dogodek je imel kar določene posledice za našo knjižnico, kajti del zbirke, predvsem pa katalogi so takrat pogoreli. V tem delu tečaja bi vam rad predstavil knjižnično zbirko Narodne univerzitetne knjižnice, seveda v grobih potezah. Kot vidite, na prosojnici imamo vnuk največjo knjižnično zbirko v Sloveniji, obsega blizu 3 milijone enot in letno pridobimo preko 36.000 enot gradiva. Če čisto na kratko in zgoščeno predstavim še zgodovino naše knjižnične zbirke, kjer je eden pomembnejših instrumentov bil institut obveznega izvoda, se pravi predpis, ki določa, da mora tiskar oziroma založnik obvezno in brezplačno dostaviti določeno število izvodov publikacij nacionalni knjižnici. Zbirka naše knjižnice se je v začetku gradila iz zbirk razpuščenih samostanov, iz darov osebnih knjižnic, kot recimo knjižnice Žiga Zoisa in nekaterih drugih. Od leta 1807 pa je imela takratna licejska knjižnica pravico do obveznega izvoda na področju Kranjske, ne pa tudi recimo pokrajine Goriške ali pa Koroške, Štajerske. No, v času ilirskih provinc 1810-1813 je imela pravico do obveznega izvoda z njihovega celotnega področja, se pravi od Dubrovnika do Benetk. No, potem tudi v prvi jugoslovanski državi je imela pravico do obveznega izvoda tako iz področja Slovenije kot tudi celotne Jugoslavije. Ta sistem se je pa še potem okrepil po letu 1945, ko je bilo v tedanji Jugoslaviji 8 nacionalnih knjižnic, kjer je vsaka nacionalna knjižnica zbirala gradivo svojega področja in ga potem razpošiljala ostalim 7 knjižnicam. No, NUK je v zadnjem času se ukvarja seveda tudi z elektronskimi publikacijami, zbiramo obvezni izvod spletnih strani in drugih elektronskih publikacij in tudi veliko literature nabavljamo v elektronski obliki. Zdaj, ko boste iskali po NUK-u, je prav, da vas seznanimo z našo terminologijo, kajti za nas ima termin knjiga, časopis posebno točno določen pomen. Namreč v naši knjižnični zbirki imamo zelo veliko različnih vrst gradiva, od knjig, serijskih publikacij, različnih video in zvočnih zapisov, tudi recimo mikrofišev, ki rabijo posebne čitalnike, potem imamo seveda tudi slikovno gradivo, razglednice, plakate. No, zdaj pri serijskih publikacijah
je čisto osnovna definicija ta, da gre za publikacije, kjer ni določen datum konca izhajanja in načeloma pač izhajajo v nedoločen čas, s tem, da seveda se zgodi, da neka revija preneha izhajati, se združi z drugo in tako naprej. Pri serijskih publikacijah gre za eno široko skupino, kjer imamo recimo časnike, ki izhajajo vsakodnevno ali pa vsaj nekaj dni oziroma tedensko in prinašajo splošne novice. Potem imamo recimo znanstvene revije, kjer se objavljajo recenzirani članki, strokovne revije in tako naprej in tako naprej. Veliko je teh vrst. No, pri knjigah ločujemo brošure, to so, bom rekel, publikacije v knjižni obliki, ki so krajše od 49 strani. Potem govorimo o starejših knjigah, tu mislimo knjige, ki so nastale do konca obdobja ročnega tiska, se pravi nekje leto 1850 in tako naprej. Knjižničarji uporabljamo te vrste gradiva, da se pač lažje znajdemo z gradivom, in posledično je prav, da tudi vi poznate te naše strokovne izraze, da se boste lažje znašli v knjižnici. Če gremo naprej, kakor sem že v zgodovini nakazal, je seveda najpomembnejša naloga nacionalne knjižnice zbiranje tako imenovane slovenike. Se pravi, slovenika pomeni vse publikacije, ki so šle v Sloveniji, v slovenskem jeziku, dela slovenskih avtorjev ali govorijo o sloveniki. Podobno kot mi, tudi drugi narodi poimenujejo svojo patriotiko, recimo Nemci Germanika, Hrvati Kroatika in tako naprej. To je pač nacionalna zbirka, kjer z precej široko definicijo, in tukaj je pomemben instrument, kakor sem že prej omenil, obvezni izvod, kjer nam morajo pač pri nas trenutno založniki določeno število izvodov obvezno dostaviti, prav tako pa tudi elektronske publikacije, če so zavarovane z geslom. Poleg tega pa seveda mi kupujemo tudi sloveniko, ki je išla v tujini. Se pravi, če so slovenski avtorji objavili v tujini ali je knjiga v slovenščini pa je šla v tujini, jo poskušamo dobiti in tudi, če odkrijemo kdaj publikacije, ki so že zdavnaj izšle, pa jih mi nimamo, jih prav tako poskusimo vključiti v našo zbirko. Zdaj bi vam pa pokazal knjige v tisku. Če odprete informacijske vire na naši spletni strani in pa v knjige v tisku, boste dobili takole seznam po temah in recimo na določenem področju lahko prikažete tiste publikacije, ki so v postopku izhajanja. Namreč mi kot nacionalna knjižnica moramo katalogizirati vsako publikacijo, ki izide, in mi začnemo s postopkom katalogizacije še preden publikacija pride na trg, in na teh seznamih vidite te publikacije, ki še niso izšle ali pa so ravnokar izšle, in so tako rekoč novosti na našem založniškem trgu. Tako da tukaj lahko vidite, kaj se bo pojavilo v knjigarnah ali pa se morda ravnokar je pojavilo.
Toliko o tej naši storitvi. Če se vrnem nazaj na predstavitev knjižnične zbirke, kot vam je bilo že jasno iz zgodovinskih mejnikov, ima NUK obsežno zbirko tako imenovane jugoslavike, publikacij, ki so izhajale pač na območju bivše Jugoslavije. Od leta 2021 je pač veljal ta, bom rekel, predpis o obveznem izvodu, tako da imamo res obsežno zbirko publikacij. Poleg tega imamo pa seveda veliko tudi znanstvene in strokovne literature. Določen del gradiva kupujemo v tiskani obliki, prav tako gradivo zamenjujemo z drugimi knjižnicami po svetu, različnimi nacionalnimi knjižnicami, kot je recimo Kongresna knjižnica in druge knjižnice. Je pa obseg tega gradiva v primerjavi z elektronskimi viri relativno majhen, saj pri elektronskih virih nabavljamo veliko število elektronskih znanstvenih revij, strokovnih revij, elektronskih knjig, podatkovnih zbirk, referenčnih virov. In ti viri so dostopni tudi ne samo iz NUK-a, ampak iz pač poljubne lokacije, to si bomo kasneje ogledali. No, poleg tega pa moram omeniti tudi slovensko znanstveno in strokovno periodiko, ki se tekoče objavlja, se pravi tekoče številke se objavlja na portalu Digitalna knjižnica Slovenije, to pa zaradi pogodbe o sofinanciranju ARRS, zdaj je to agencija ARIS, ki pač zavezuje založnike, da objavijo tekoče številke pri nas. Zdaj vam lahko pokažem eno drugo storitev, in sicer informacijski viri knjižne novosti v NUK. Tukaj boste pa dobili tuje gradivo, ki smo ga pridobili z nakupom ali zameno, in je v bistvu gre za novo pridobljeno gradivo. Lahko si to pogledate recimo po mesecih, in tako naprej. S klikom na naslov se preselite v naš računalniški katalog in gradivo potem tudi rezervirate. NUK je največja slovenska knjižnica tudi po posebnih knjižničnih zbirkah. Namreč posebne knjižnične zbirke se osredotočajo na določeno vrsto gradiva ali določeno temo, ki ga to gradivo posebej obravnavajo. Za te zbirke skrbijo skrbniki, ki gradivo med drugim tudi katalogizirajo, dajejo informacije, skratka imajo poglobljeno poznavanje tega gradiva. Včasih se mora to gradivo hraniti tudi v posebnih pogojih, recimo trezorju, tako kot je primer z rokopisno zbirko. Zdaj, našo predstavitev zbirk bomo začeli z rokopisno zbirko. Rokopisna zbirka se pravzaprav sestoji iz več delov. Najprej gre za srednjeveške rokopise, se pravi zapise, ki so nastali pred izumom tiska, pogosto so jih prepisovali v samostanih. Med njimi naj omenjam rokopise južnoslovanskih narodov, ki so še posebej dragoceni, to je tako imenovana Kopitarjeva zbirka rokopisov, potem stiški rokopis, ki je tukaj, katerega faksimile je tukaj na levi strani, seveda je objavljen na portalu Digitalna knjižnica Slovenije.
No, drugi del te rokopisne zbirke so pa tako imenovani novoveški rokopisi. Se pravi, gre za zapuščine slovenskih ustvarjalcev, predvsem literatov, pa tudi drugih, kjer recimo najdete noter rokopise, kot je recimo rokopis Kosovelove pesmi Kons, 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 ki je tukaj pač kot primer predstavljen na prosojnici. Poleg rokopisov vsebujejo lahko tudi korespondenco, kakšne fotografije, kakšne dnevnike, osebne dokumente, celo predmete in tako naprej. Pač zavisi od posameznega avtorja. No, v tej zbirki pa hranimo tudi tako imenovano partizaniko in belogardistiko, se pravi njihovo gradivo, ki so jih izdajali med drugo svetovno vojno. No, nekako druga zbirka po starosti je zbirka starih tiskov. Tu gre pa za tiskano gradivo, se pravi gradivo, ki je nastalo po izumu tiska 1450. V tej zbirki hranimo inkunabole, to so prvotiski, ki so nastajali v prvih 50 letih od nastanka tiska in imamo v Sloveniji največjo zbirko teh inkunabul. V tej zbirki so tudi knjižnice razpuščenih samostanov, ki jih je prevzemala licejska knjižnica ob svojem začetku, osebne knjižnice, kot je recimo Zoisova knjižnica in druge knjižnice. No, zatem se bomo ustavili pri glasbeni zbirki. Glasbena zbirka, kot je pravzaprav že iz imena razvidno, zbira in hrani notno gradivo, se pravi slovensko notno gradivo, pa tudi izbor tujega. Potem hrani zvočne zapise, se pravi tudi gramofonske plošče, audio kasete, ki so pogosto že tudi digitalizirane in dostopne na digitalni knjižnici Slovenije. Potem hrani tudi pač strokovne publikacije z področja muzikologije, referenčno gradivo, hrani tudi zapuščine, se pravi slovenskih skladateljev, tudi arhiv filharmonične družbe, koncertne sporede in tako naprej. Tukaj vidite notno gradivo, potem rokopis Tomanove Zdravljice in pa ovitek ene zvočne kasete, ki se seveda že dolgo ne uporabljajo več. No, v kartografski zbirki, posebnost kartografske zbirke je, da hrani historične zemljevide slovenskega ozemlja. Tukaj na levi imate Minstrov zemljevid, potem hrani tudi atlase evropskih založnikov tam iz 16. do 19. stoletja, hrani tudi topografske karte Avstro-Ogrske, nekdanje Jugoslavije, skratka upodobitve pač zemeljskega površja. No, v slikovni zbirki imamo največjo zbirko plakatov v Sloveniji, ti so tudi digitalizirani in dostopni v digitalni knjižnici Slovenije, potem največjo zbirko razglednic, pa potem tudi fotografsko gradivo. Tukaj vidite fotografijo Janeza Blajvajsa in Lovra Tomana. Potem hrani tudi grafične liste, karikature in drugo podobno slikovno gradivo. No, v zbirki drobnih tiskov in sive literature pa hranimo na prvi pogled efemerne publikacije, se pravi različne kataloge podjetij, založb, programe konferenc, festivalov, telefonske imenike, koledarje, propagandno gradivo, informativno gradivo, kakšne zgibanke, reklamno gradivo.
tudi kakšne, bom rekel, interne pravilnike, skratka, drobni tisk, tudi recimo kakšne kataloge razstav, in druge, ne, teh vrst publikacij je pravzaprav veliko. No, v zbirki Slovencev izven meja Republike Slovenije hranimo publikacije izseljencev, od Avstralije do Argentine, njihova glasila, poročila društev, dokumentarno gradivo, tudi zapuščine. Potem hranimo tudi publikacije, ki so jih izdajali begunci po drugi svetovni vojni, in pa tudi nekdanji direktorjev fond. To je gradivo, ki je bilo včasih pred osamosvojitvijo določeno obdobje ni bilo dostopno javnosti. No, naj še omenim nekdanji posebni zbirki, ki sta zdaj vključeni v glavno knjižnično zbirko. Se pravi, to je zbirka serijskih publikacij, ki je obsegala vse slovenske periodične publikacije, od prvega časnika Ljubljanskih novic in drugih periodičnih publikacij. Veliko naslovov je zdaj dostopnih na digitalni knjižnici Slovenije. Poleg tega pa moramo omeniti tudi strokovno in znanstveno literaturo za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Do zdaj smo si ogledali, kakšna je knjižnična zbirka NUK. Se pravi, v grobih potezah smo risali, kakšno gradivo vse imamo, se pravi od srednjeveških rokopisov do različnih elektronskih virov. Zdaj seveda nas kot uporabnike pa zanima, kako do gradiva priti. In v nadaljevanju bom prikazal, kakšne so te poti in posebnosti pri zbiranju informacij do gradiva, se pravi, da ga sploh lahko pač naročimo iz skladišča, ali pa da zvemo kakšne druge bibliografske informacije o tem gradivu. Seveda knjižnice izdelujejo kataloge, sploh so katalogi še toliko bolj pomembni pri knjižnicah, ki imajo zaprta skladišča. Takšna knjižnica je seveda NUK. In NUK je skozi zgodovino gradil pravzaprav kar nekaj katalogov. Prvi katalogi so bili v knjižni obliki, še danes se seveda hranijo v rokopisni zbirki. Potem je nastopila doba listkovnih katalogov nekje v prvi polovici 19. stoletja. In seveda na koncu 80. let prejšnjega stoletja pa je nastopila doba računalniških katalogov. Tako da seveda danes se praktično vse gradivo pač popisuje v računalniškem katalogu. Zdaj tukaj je mogoče ene par posebnosti. Še pred tem vam pa bomo samo odprli računalniški katalog, nekoliko kasneje bomo pa praktično demonstrirali, kako ga uporabljamo za naročanje in izposojo gradiva. Se pravi, odpremo spletno stran NUK-a in pod informacijski viri imamo povezavo katalogi. In na tej strani izberemo povezavo na kat NUK, se pravi katalog NUK.
in odpre se iskalna maska v sistemu COBIS. Pomembno je, da je kot knjižnica izbrana Narodna univerzitetna knjižnica. Do kataloga NUK lahko seveda pridemo tudi preko kataloga COBIS. Kliknemo na COBIS plus in pri knjižnici moramo pač izbrati Narodno univerzitetno knjižnico, sicer iščemo po vseh knjižnicah v Sloveniji, ki imajo pač, ki vodijo kataloge v sistemu COBIS. Tako da, če se vrnem nazaj na diaprojekcijo, zdaj pomembno je, če iščete po računalniškem katalogu NUK, morate vedeti, da NUK vnaša vse gradivo v katalog nekje od začetka 90-ih let naprej. Sicer je začel leta 87 in potem je počasi prešel na računalniško katalogizacijo in inventarizacijo gradiva. In tako da, če iščete gradivo, ki je išlo po tem datumu, se pravi nekje od začetka 90-ih ali kasneje, je to gradivo najdljivo seveda samo v računalniškem katalogu, tako da tukaj pač dobite res pregled nad pač gradivom, ki ga NUK ima. No, v 90-ih letih se je pa začel proces in tudi končal proces retrospektivne konverzije listkovnih katalogov. Se pravi, ti katalogi, ki jih je NUK vodil do dobe računalniškega poslovanja, so se prepisali, optično prebrali in je gradivo v veliki večini tudi vključeno v računalniški katalog. Pri tem pa moramo opozoriti, da čisto vse gradivo pa vendarle ni najdljivo v računalniškem katalogu, tako da zato vas opozarjam v nadaljevanju na listkovne kataloge. Problematično je zlasti starejše gradivo, še posebej pa serijske publikacije, se pravi časniki, revije in tako naprej, ki jih NUK ima, četudi temu ni videti tako, ko pač iščete nek naslov v računalniškem katalogu. Tako da tukaj v nadaljevanju vam bom navedel te različne kataloge, kot en opomnik, da je za starejše gradivo in za serijske publikacije, če jih ne najdete v računalniškem katalogu, vseeno treba preveriti te pač starejše kataloge. No, to so ti katalogi, se pravi matični katalog za gradivo pred do leta 47, faksimile tega kataloga oziroma njegovo računalniško obliko najdete tudi na spletu. Tukaj lahko dejansko brskate po tem katalogu. To je nekdanji matični katalog. Potem pa so seveda bili kasneje še 3 vrste katalogov, se pravi geselski, abecedni geselski katalog, katalog po univerzalni decimalni klasifikaciji in pa seveda abecednoimenski katalog. Nekateri so v informacijskem središču, drugi so pa v skladišču in se da pač prek naših sodelavcev priti do njih. Zdaj, mogoče še ena opomba glede računalniškega kataloga NUK. Tudi gradivo, ki je digitalizirano,
oziroma je v elektronski obliki na digitalni knjižnici Slovenije, je prav tako najdljivo v računalniškem katalogu in boste v zapisu našli povezavo na sam, ne vem, časnik, knjigo, ne, če je ta digitalizirana. Tako da imate v računalniškem katalogu celovito informacijo tudi o elektronski obliki določenih pač tega našega gradiva. Omeniti moram samo dve izjemi, to so rokopisi, ki jih v računalniškem katalogu ni, ni pa tudi šolskih spisov, se pravi publikacij, ki so jih izdajale šole skozi zgodovino, vendar gre za v resnici, če primerjamo v celoti, za zelo malo gradiva. No, v nadaljevanju vam lahko pokažem še katalog rokopisne zbirke. Prej sem omenil, da rokopisna zbirka hrani srednjeveške in novoveške rokopise. No, ta katalog rokopisov, ki seveda ni vključen v katalog, lahko odprete, je trenutno na voljo kot datoteka v formatu PDF. In če pogledate, recimo, kaj vsebuje ena taka zapuščina, tukaj je recimo primer Fran Miklošič. Kot vidite, imate recimo dela, pisma, recimo korespondenco, fotografijo, tuja dela, časopisni izrezki in tako naprej. Skratka, kaj posamezna mapa v nekem ustvarjalcu pravzaprav vsebuje. In to seveda hranijo v rokopisni zbirki in lahko pregledujete v čitalnici te zbirke. Se pravi, v nadaljevanju bi vam v resnici samo preletel te kataloge posebnih knjižničnih zbirk. Namreč določen del tega gradiva, teh zbirk je seveda digitaliziran, večji del gradiva pa še ni digitaliziran. In v teh listkovnih katalogih najdete v resnici podatke, katero gradivo naše posebne zbirke imajo. Tako da to so listkovni katalogi rokopisne zbirke, glasbene zbirke, predvsem gre za starejše gradivo, potem kartografske zbirke, slikovne zbirke, nekdanje zbirke serijskih publikacij. V teh kartotekah so pomembne za publikacije, recimo, ki so izhajale med obema vojnama in še druge. Tako. Potem je tukaj zbirka drobnega tiska in sive literature. No, ne moremo pa mimo portala Slovenske bibliografije. Slovenska bibliografija je sistematičen popis del, ki so izšla v Sloveniji, so jih napisali Slovenci, so v slovenskem jeziku ali govorijo o Sloveniji. O tem smo že govorili na začetku. Če kar odpremo ta portal, če gremo na domačo stran, informacijski viri, digitalna knjižnica in slovenska bibliografija, pa bomo odprli kar napredno iskanje. Namreč z letom 1945 je začel NUK izdajati slovensko bibliografijo, seveda takrat v tiskani obliki. Bile so različne serije, se pravi knjige, serijske publikacije, članki, muzikalije in tako naprej. Nekatere so se začele tudi kasneje. No, če smo čisto natančni, je bibliografijo za prvih 5 let izdal SAZU, od leta 1945 do 50, če se prav spomnim.
Tako da slovenska bibliografija je od druge polovice 80. let vključena v računalniški katalog NUK in v tem zavihku iščete po teh, bom rekel, po računalniškem katalogu NUK z omejitvijo na slovensko bibliografijo. No, v digitalizirane bibliografije so pa te bibliografije v tiskani obliki od leta 50 do 80 let, po katerih lahko iščete po celotnem besedilu. Tako da imate en tak pregled pač na to slovensko založniško produkcijo, oziroma je pa še tudi v izdelavi retrospektivna bibliografija še pred drugo svetovno vojno. No, potem lahko omenim en poseben katalog, retrospektivno bibliografijo člankov iz slovenske periodike od samega začetka izhajanja periodike na Slovenskem. Tukaj obstaja listkovni katalog v pritličju NUK-a, obstaja pa tudi v elektronski obliki, ki pa je delovne narave in jo lahko pač dostopate do nje samo prek naših sodelavcev. Zanimivi so tudi še listkovni katalogi člankov, zlasti po letu 1945, ker so pač podatki zbrani na enem mestu, to je prav tako v pritličju NUK-a, poleg tega so pa tudi še katalogi knjig. No, v sistemu COBISS pa najdete še eno našo zbirko, in sicer zbirko o slovenskih založnikih. Tako da to so ti viri, v katerih najdete pač podatke za naročanje gradiva oziroma o temi, po avtorjih, po naslovu, skratka, ki služijo za identifikacijo in iskanje gradiva, ki ga ima NUK. Zdaj je pa čas, da predstavimo različne digitalne knjižnice, ki smo jih do zdaj samo mimogrede omenjali. Začeli bomo s predstavitvijo naše nekako najpomembnejše digitalne knjižnice, predvsem zato, ker vsebuje Sloveniko. Gre seveda za digitalno knjižnico Slovenije, s kratico imenovano DLIB. Digitalna knjižnica je nastala leta 2005 in se v takrat čedalje veča. Da boste bolje razumeli, kaj vse lahko najdete na digitalni knjižnici Slovenije, vam najprej povem, da je precejšen del gradiva, gre za digitalizirano gradivo, se pravi, zaradi avtorskega prava je to digitalizirano gradivo v veliki večini omejeno z letom izida 1945, se pravi, gradivo, ki je šlo leta 1945 ali prej, je v neki meri dostopno na portalu, medtem ko gradivo, ki je išlo kasneje, pa veliko manj, saj je posebna težava seveda pridobivanje avtorskih pravic, čeprav v zadnjem času gre avtorska zakonodaja v to smer, da bo digitalizacija vseeno lažja. Se pravi, to je prvi veliki sklop, se pravi digitalizirano gradivo, predvsem Slovenika. Seveda še zdaleč ni vse gradivo, se pravi Slovenika digitalizirana, približno 10% jo je zaenkrat digitalizirana, seveda pa delamo na tem, da bi v nekem doglednem času digitalizirali vse tiskano gradivo.
To je en sklop, drug sklop so izvorne digitalne publikacije, se pravi elektronske publikacije, ki jih pridobimo z obveznim izvodom, ki so jih založniki dolžni nam predati, s tem, da seveda moramo omejiti dostop samo na računalnike znotraj naše hiše, ne pa tudi navzven, tako kot je slučaj pri digitaliziranem gradivu, ki je prosto avtorskih pravic. No, nekako tretji sklop je pa Slovenska znanstvena periodika, kjer Agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost ARIS sofinancira izdajanje znanstvene periodike in založniki so obvezani, da objavijo pač najnovejše številke periodike na našem portalu DLib. Tako, toliko v grobem o vsebini. Če odpremo našo spletno stran, boste pod informacijskimi viri Digitalna knjižnica odprli povezavo na Digitalno knjižnico Slovenije. Lahko pa seveda tudi neposredno pišete dlib.si. Zdaj, jaz bom nalašč naredil en obvoz preko računalniškega kataloga. To, kar sem pravzaprav že omenjal, da če iščete po računalniškem katalogu, boste dobili pri podatkih o gradivu tudi povezavo na DLib. Jaz bom za primer izbral časnik Jutro, ki izhaja med obema vojnama. Lahko bi seveda tudi karkoli drugega. Je kar nekaj zadetkov seveda in recimo ta drugi je bibliografski zapis, ki me zanima. Kot vidite, je povezava narejena in to pri pač vseh zapisih, ki imajo digitalizirano kopijo, boste našli to povezavo na Digitalno knjižnico Slovenije. Razen za rokopise in šolske spise, ki pa tega gradiva je pa v primerjavi z ostalim zelo malo. Tako da zdaj se bomo preselili na portal Digitalno knjižnico Slovenije in na zbirni zapis za jutro, kjer lahko seveda prebiramo potem posamezne številke, izberemo leto, številko z dne 8. januarja 2029 in se nam pač odpremo datoteko v formatu PDF in pač zadevo in lahko se pač lotimo iskanja, branja, karkoli nas pač že zanima. Rad bi vam na hitro predstavil pač kaj vse najdete na DLibu. Zdaj omenil sem katalog, DLib ima tudi možnost naprednega iskanja. Tukaj pa je ena možnost, ki jo v računalniškem katalogu nimate, namreč iskanje po celotnem besedilu. Lahko preiščete celotno besedilo, seveda morate upoštevati, da je pri optičnem prepoznavanju besedil prišlo do kakšnih napakic, tako da to včasih malo zmoti iskanje, ampak vendarle te možnosti v računalniškem katalogu ni. No, DLib je tako razdeljen po segmentih, se pravi knjigah, tu dobite iskanje, ki poišče vse knjige, od elektronskih in drugih zvočnih knjig, lahko recimo omejite na jezik, na založnika in tako naprej. Skratka, nadaljujete raziskovanje naprej. Jaz ne bom šel naprej,
Pri periodiki, se pravi serijskih publikacijah, pa imate na voljo sezname, to so ti slovenska znanstvena periodika, a ne? Se ravno tako recimo pač predstavite na zbirni zapis neke revije. Uporaben je koledar, recimo, če nas zanima, kaj je šlo na nek datum, a ne, boste našli recimo, da je 30. januarja, čeprav vidim 1841 izšel Laibacher Zeitung, lahko pa pregledujete pač te historične, pač starejše naslove periodike, znanstvene ali pa potem razne druge sodobne, za katere imamo avtorske pravice. Naj tudi omenim, da na Dalib ne prispeva samo NUK, ampak v manjši meri tudi druge knjižnice na njem objavljajo svoje digitalno gradivo. No, če na hitro preletimo še druge vrste gradiva, rokopisi, a ne, to je ta Kopitarjeva zbirka, o kateri sem vam govoril pri rokopisni zbirki. Ena od naših najbolj dragocenih gradiv, to so te zapuščine, novoveški rokopisi, srednjeveški rokopisi, potem so slike, boste videli plakati, fotografije znanih Slovencev, razglednice. Na ta način pač omejite potem glasba, notni zapisi, zvočni posnetki in pa zemljevidi. Zdaj seveda, če nimate prav določnega iskanja in želite pač, da vas portal vodi, so tukaj pripravljene teme, po katerih lahko sami raziskujete, recimo jezik in književnost, boste našli pač različne teme, a ne, na določene pisatelje, osebnosti in tako naprej. To je recimo zgodovina slovenščine, a ne, kjer boste našli pač pomembna besedila, dokumente in tako naprej na to temo. Omenil bi še virtualne razstave, to dobite povezavo v tem meniju, kjer lahko pač raziskujete, se izobražujete ob različnih razstavah, ki smo jih postavili tudi pač dejansko v naši zgradbi. Recimo, to je album iz popotresne Ljubljane in tako naprej. Toliko na kratko, se pravi, nekatere publikacije so dostopne od kjerkoli za nek omejen obseg, recimo elektronskih knjig, pa morate dejansko priti v NUK, ker nimamo pravice dovoljen, da bi to omogočali dostop vsem nadaljavo. No, če gremo naprej, spletni arhiv, NUK tudi sistematično zbira spletne strani, se pravi slovenske spletne strani, in je arhiv slovenskega spleta. Vsako leto nekajkrat zajame celotno domeno.si v določeno globino in potem te spletne strani so seveda shranjene na našem strežniku. In če gremo na informacijski viri, digitalna knjižnica, pridemo do tega vmesnika za pregledovanje našega spletnega arhiva.
v teh zbirkah morate ločiti med dvema zajemoma. En je splošni zajem spletnih strani v domeni .si, drugi so pa ožji zajemi, ki pa zajamejo spletna mesta bolj v globino. To so pa tele povezave, ki so pač shranijo rezultate teh bolj fokusiranih zajemov. Zdaj samo en tak kratek primer. Spletna mesta so tukaj razvrščena po abecedi, lahko bi tudi iskali po njih in recimo, ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture, si lahko gremo ogledati pač stanje spletne strani iz leta 2011, to je bil 12. oktober, lahko se pa potem premikamo po zgodovini naprej. Tako da to so naše digitalne knjižnice za Sloveniko. Zdaj bi vam pa rad pokazal še najprej mrežnik. Mrežnik najdete spet v informacijskih virih, digitalna knjižnica Mrežnik, vstopni portal do elektronskih virov, in sicer se bomo ukvarjali z katalogom elektronskih virov. Namreč NUK naroča kar precejšnje število različnih elektronskih virov, ki niti niso na naših strežnikih, ampak dostopamo do njih na strežnikih v tujini, lahko so v Ameriki, Evropi, niti točno ne vemo kje. In skratka, NUK je dobil pravico za svoje uporabnike, da pač lahko uporabljate te različne elektronske vire, predvsem so to znanstveni viri, se pravi tisoče in tisoče elektronskih revij in potem tudi 10 000 elektronskih knjig. Poleg tega so vključene tudi različne podatkovne zbirke, se pravi za pregled literature z izvlečki, potem tudi statistični podatki, referenčni viri, kot je recimo Enciklopedija Britannica, različni leksikoni, slovarji, tudi statistični podatki, skratka, ogromno število virov, ki v resnici vse skupaj precej za velikostni razred presega vsebino portala Digitalna knjižnica Slovenije. No, in mrežnik je v resnici odskočna deska ali pa kažipot do teh različnih virov. Če si pogledamo recimo kot primer vir Academic Search Complete, boste v vsebini videli, da gre za besedila iz več kot 17 000 periodičnih publikacij. Tukaj je naveden, kdo ima dostop. Dostop imajo, če ste člani NUK-a, imate pač dostop od kjerkoli lokacije. In tole je povezava na pač ta vir, to pač veliko število člankov iz elektronskih revij, in tukaj v resnici šele začnete iskanje, a ne po tem viru. Zdaj, teh virov, če ste prej opazili, je 155, kar veliko število. Tukaj si lahko pomagate, recimo, da se omejite na elektronske knjige, recimo na Biblos, De Gruyter, e-book Academic Collection, recimo takole odprete. Tukaj vidite, da jih ima preko 180 000 naslovov, a ne, in spet lahko odprete ta vir in iščete pač zdaj po elektronskih knjigah. Zdaj seveda te vire lahko
prikažete tudi po znanstvenih področjih, recimo družboslovje in humanistika, pa boste dobili recimo podatke o različnih umetnikih, raziskovalne podatke, znanstveno bibliografijo za religiologijo, iskalnik odprto dostopnih virov, Bayes in tako naprej, recimo Britannico, a ne? No, potem imate Credo online reference service, ki vsebuje različne slovarje, leksikone, enciklopedije. Skratka, tukaj vam pač predstavljam v grobem, kakšne različne vire. Najbolje, da sami malo raziščete, kaj vse, do česa vse imate dostop. Je pa tako, a ne, če ste član NUK-a, lahko dostopate s člansko izkaznico in geslom, ne sicer do čisto vseh virov, ampak do velike večine. Dostopate pa lahko tudi s študentsko identiteto Univerze v Ljubljani, tako da niti ne rabite biti član NUK-a, če imate to identiteto, ampak boste preko nje dobili pač dostop do virov, ki so sicer seveda plačljivi, in če se ne boste identificirali z člansko izkaznico ali pa digitalno identiteto, bo dostop do njih za vas zaprt. Toliko na kratko o mrežniku. No, če se vrnemo na začetno stran mrežnika, imate tukaj mega iskalnik. Mega iskalnik je pa v resnici združevalni iskalnik, ki omogoča iskanje po vseh teh različnih zbirkah, ki smo jih prej videli, če sem natančen, ne čisto vseh, ampak po veliki večini, tako da v enem zamahu lahko preiščete v bistvu ogromno število podatkov, in to je dejansko iskalnik, ki je, kar se tiče, bom rekel, znanstvene literature, veliko bolj obsežnejši in natančnejši, kot recimo je Google ali pa Google Scholar. V tem iskalniku bom jaz dal en primer, čisto tako, da boste videli. Zdaj bomo dobili seznam zadetkov. Jaz sem dal dokaj splošno poizvedbo. Praviloma je dobro, da je vaša poizvedba bolj specifična, ker dobimo ogromno število zadetkov, in kot vidite, imate že pogosto kar povezavo na celotno besedilo članka, elektronske knjige, pač dokumenta, ki ga je ta mega iskalnik našel, a ne. Tudi ta povezava lahko pripelje do celotnega besedila. No, recimo tukaj smo dobili povezavo do članka. No, poleg tega mega iskalnika pa imamo tudi mega iskalnik v sistemu COBIS, ki ga poiščete tukaj zgoraj, in prav tako lahko poiščete podobno kot pri prejšnjem mega iskalniku. Pri obeh uporabljate te različne filtre, recimo vrsta publikacije, jezik, tema in tako naprej. Tudi tukaj imate povezavo kar do celotnega besedila, kjer je pogosto kar dostopna. Skratka, v enem zamahu preiščete veliko število virov in ni potrebno vsak vir posebej odpirati, čeprav je včasih to tudi dobra pot, ampak zaenkrat ne bi o tem. Jaz bi rad samo, da veste, kaj vse
je na voljo, ne. Podatki, ki jih tukaj najdete prek Meko iskalnika ali pa mrežnika, niso vključeni v naš računalniški katalog. Računalniški katalog sicer ima povezave na določene odprto dostopne knjige in druge elektronske knjige, ampak v tej širini, kot jih dobite pa preko Mega iskalnika, pa ne. Tako da to so pač ti viri predvsem za pač iskanje znanstvene in pa strokovne literature. Zdaj se bomo pa obrnili od digitalnih knjižnic k naši Plečnikovi palači na Turjaški, ki ponuja precej možnosti za študij oziroma drugačno delo z gradivom. Najprej moramo omeniti veliko čitalnico, ki je seveda tiha čitalnica. Vanjo lahko vstopite preko garderobe v kleti, saj morate rezervirati sedež in potem po prihodu svoj prihod še potrditi. V veliki čitalnici je tudi gradivo, ki ga lahko dobite zelo hitro. Pod mizami so tudi vtičnice, tako da lahko preklopite prenosne računalnike. No, potem naslednja čitalnica je časopisna čitalnica v pritličju. Dostopna je tako kot velika čitalnica samo članom, vendar nima sistema rezervacije. V časopisni čitalnici imamo en izbor slovenske periodike v prostem pristopu. Poleg tega imamo tudi namenske računalnike, čitalnik za mikrofilme in tako naprej. No, čitalnica rokopisne zbirke je namenjena pregledovanju našega posebej občutljivega gradiva iz rokopisne zbirke in zbirke starih tiskov. To smo si prej ogledali, kakšno gradivo je to. No, v kleti je pa prostor za skupinsko učenje. Ta prostor lahko uporablja vsakdo, ni omejen samo na člane. Ravno tako je tudi z informacijskim središčem, kjer je trenutno 9 računalnikov, tudi en namenski računalnik, tako kot časopisni čitalnici za pregledovanje vsebin na Digitalni knjižnici Slovenije, kjer je dostop omejen samo na zgradbo NUK-a. Poleg tega lahko prek teh računalnikov tudi tiskate in imamo tudi eno postajo printboxa. No, soba 9 v pritličju, tam so naši informatorji, ki vam na teh računalnikih lahko pomagajo pri iskanju. Imamo tudi opremo za uporabo audio in video gradiva, poleg tega imamo tudi arhivski računalnik za uporabo starejših elektronskih virov. Seveda je pa povsod po stavbi je pokrita z brezžičnim internetom. No, seveda tukaj so navedeni na kratko, kaj omogoča vse članstvo v NUK-u, se pravi izposojo gradiva, uporabo čitalnic, dostop do elektronskih virov, se pravi od kjerkoli, to so tisti viri, kjer je dostop zaprt, medknjižnično izposojo in tudi potem ugodnejše cene storitev preslikovanja, poizvedb in tako naprej. Na posebni spletni strani, zdaj jo bom odprl, najdete jo tukaj pod storitve, opis in članstvo. Na tej spletni strani imate vse informacije, kaj potrebujete za včlanitev, se pravi višina članarine, dokumenti, kaj vse drugega je treba še poravnati. Zdaj, seveda, upisati se morate osebno za
Za vse te članske pravice možen je sicer tudi članitev prek spleta, ampak v tem primeru dobite samo dostop do informacijskih virov in pa lahko naročate gradivo. Ne morete ga pa seveda si izposoditi, ker morate le predložiti osebni dokument in druga dokazila. Tako da prek te povezave pač lahko vnesete svoje podatke. Toliko o članstvu. Zdaj pa bi si na kratko pogledali, kako sploh pridemo do gradiva. Kot veste, NUK gradiva nima v prostem pristopu, razen prej omenjene periodike, in je vse gradivo hranimo v skladiščih. V resnici imamo dva skladišča. Eno skladišče je tukaj na Turjaški v višjih nadstropjih stavbe. Drugo skladišče je pa dislocirano na obrobju Ljubljane. Tako da osnovna informacija, ki jo rabite za naročanje gradiva, je signatura. In po signaturi se pač mi vemo, kje to gradivo poiskati. Zdaj mogoče ena kratka razlaga te informacije, ki je seveda ključna. Signatura je sestavljena iz več elementov. Najprej je tukaj podlokacija, to pomeni glavno skladišče, in vse pomembno za vas je, da veste, kar je v glavnem skladišču, je dostopno v približno pol ure. Gradivo se postreže v približno pol ure, medtem ko če gradivo v dislociranem skladišču in je tukaj oznaka DS ali tudi določene druge oznake, pa to gradivo postrežemo samo enkrat na dan. Se pravi, če je naročilo oddano do 10:30, ga boste dobili še isti dan po 1 uri, drugače pa seveda naslednji dan. No, potem drugi element signature so rimske številke, lahko je tudi številka 0, 1, 2, 3, to pomeni format. Recimo rimska 2 pomeni format v velikosti približno A4, rimska 3 približno v velikosti A3. Tole je zaporedna številka. Pri starejšem gradivu recimo je 5-mestna ali pa celo 4-mestna. Zdaj smo že nekje pri številki 800 000. No, za poševnico je pa oznaka zvezka v zbirki. No, na prosojnici vidite različne lokacije. Če je pred signaturo Č, pomeni, da knjiga stoji v veliki čitalnici, P stoji v skladišču nekdanje zbirke serijskih publikacij, R v rokopisni zbirki in tako naprej. Zdaj pa bi prešli na demonstracijo, kako naročamo gradivo. Odprli bomo seveda računalniški katalog. Kot prvo moramo izbrati NUK, opišemo NU in K. S tem omejimo iskanje samo na računalniški katalog NUK-a in bomo izbrali en primer, dve besedi iz naslova, bolj kot za primer, kot karkoli drugega. No, in v tem seznamu zadetkov se vam tukaj že nakazuje, kako je z dostopnostjo knjig ali pa drugega gradiva za izposojo. No, če odpremo celoten zapis in bomo si najprej ogledali ta zavihek zaloga.
No, tukaj vidite, da imamo dva izvoda, a ne, vsak ima svojo signaturo, kot vidite, a ne, in oba sta v glavnem skladišču. To pomeni, da sta dostopna približno v pol ure, s tem, da en izvod si je možno izposoditi na dom, drugega pa ne, a ne. No, na tej buciki lahko preverite, kje boste lahko to gradivo prevzeli. Se pravi, gradivo lahko naročite na izposojo na dom, časopisno čitalnico, veliko čitalnico ali vam ga pa celo pošljemo po pošti, vendar je ta storitev plačljiva. No, jaz bom zdaj gradivo naročil za izposojo na dom, v resnici vam na izbiro samo en izvod, kliknem gumb rezerviraj. Tukaj bom izbral knjižnico, vpisal bom seveda številko izkaznice in pa geslo. Geslo seveda smo dobili ob včlanitvi oziroma smo si ga sami določili in potem zdaj smo ko bom izbral pač sebe kot člana, a ne, tukaj zdaj dokončno izberem, kam želim naročiti, a ne, se pravi, to bom naročil za izposojo na dom, kliknem gumb v redu in zdaj smo mi prejeli ta zahtevek, a ne, v roku pol ure bo gradivo prispelo na izposojo in ko bo prispelo, boste dobili elektronsko sporočilo in to pomeni, da je gradivo dejansko fizično na izposoji oziroma če ga naročite na čitalnico, pač v tisti čitalnici. Pomembno je vedeti, da vas gradivo čaka 7 dni. Če slučajno v tem obdobju gradiva ne potrebujete več, prosim naročilo prekličite, ker sicer vam lahko zaračunamo odškodnino. To je zdaj naročanje prek tega zavihka zaloga. Mogoče še drug primer. Prek zavihka rezervacija, zadeva je pravzaprav še bolj enostavna. Tukaj izberete recimo čitalnico, recimo da želite gradivo naročiti za čitalnico, izberete gumb rezerviraj in potem ste že oddali naročilo, zato ker smo bili že prijavljeni malo prej. Pri tem morate biti pozorni na to, da lahko seveda gradivo, ki ga je možno izposoditi na dom, uporabljate v čitalnici. Morate posebej opozoriti naše informatorje, da si ga želite na dom, ker če naročite gradivo v čitalnico, mora gradivo ostati v čitalnici. Skratka, toliko o naročanju gradiva. No, potem mogoče še ena posebnost, prek kataloga si lahko tudi izposojate elektronske knjige, ampak tukaj gre v resnici samo za del elektronskih knjig. Precej več jih imate dostopnega preko mrežnika oziroma mega iskalnika. Če izberem en primer, funkcionalni vidiki osebnosti, boste videli, tukaj se preselite na Biblos, kjer si potem gradivo lahko sposodite. No, do zdaj smo uporabljali kar naročanje preko kataloga in profila moje knjižnice. Je pa določen del, manjši del gradiva,
relativno majhen, zlasti gre za starejše gradivo, ki ga pa ni mogoče naročiti na tak način. V teh primerih uporabljate tole rumeno zadolžnico, sicer obstaja tudi bela, ampak ta se praktično ne uporablja več, in to zadolžnico oddate na izposoji ali pa v veliki oziroma časopisni čitalnici. Bomo naredili en tak primer, recimo starejša revija, građanska škola, ki je izhajala med obema svetovnima vojnama. Tukaj, kot vidite, ni mogoče naročiti preko računalniškega kataloga, ampak je treba to signaturo in pa seveda leta, ki jih želite videti, naročite preko te rumene zadolžnice. Kot vidite, je pomeni DS, da je to v dislociranem skladišču, pomeni, da bo treba čakati na knjigo oziroma v tem primeru za revijo. Seveda, še enkrat tukaj opozarjam, če pa neke publikacije ne najdemo v računalniškem katalogu in je starejša, potem je treba pa preveriti, če po liskovnih katalogih oziroma drugih virih, ker recimo zlasti pri periodičnih publikacijah starejših NUK v resnici veliko gradiva ima, pa še ni podatkov o njem v računalniškem katalogu. No, se pravi, gradivo smo si sposodili, kot vidite, je izposojevalni rok 30 dni, možno je podaljševanje. Za ta namen je zelo priročna moja knjižnica. Tukaj lahko prek vašega profila moje knjižnice lahko vidite, katero gradivo imate sposojeno, potem katero gradivo je rezervirano. Recimo, če gradiva ne rabim, lahko to kar prekličem. No, potem lahko spremenite geslo, elektronsko pošto, vidite, do kdaj imate članstvo, poravnate kakšne morebitne dolgove, vidite zgodovino izposoj, kaj ste si sposojali, in pa v tej moji polici pa si lahko shranjujete bibliografske zapise iz kataloga in jih potem, če jih imate veliko, jih lahko potem urejate v različne takšne mape ali police in jih imate pri roki za kakšno bibliografijo ali pa kaj drugega. Poleg izposoje v NUK nudimo tudi druge storitve, pač za podporo vašemu delu in različnim potrebam. Najprej se bomo ustavili pri reproduciranju gradiva. Reprodukcije gradiva naročite v čitalnicah ali pa na izposoji s posebnim obrazcem. Končane bodo do 5 dneh, ponavadi je pa to že isti ali pa naslednji dan. No, v ceniku si lahko ogledamo, kakšne vse vrste preslikave nudimo, se pravi od tiskanih reprodukcij v različnih kakovostih do izdelave pač skenogramov in posredovanja pač reprodukcij v elektronski obliki. Toliko o reproduciranju. Potem ena pomembna storitev, ki jo izvaja NUK, je medknjižnična izposoja.
Najprej NUK seveda posoja svoje gradivo tako knjižnicam v Sloveniji kot v tujini, kar je seveda zanimivo za člane teh knjižnic, medtem ko za naše člane je pa zanimiva storitev medknjižnične izposoje z tega vidika, da lahko pridobimo praktično vse publikacije, ki so kadarkoli išle. NUK ima namreč razpleteno široko mrežo po celem svetu, od nacionalnih knjižnic, univerzitetnih knjižnic, znanstvenih knjižnic, vključen je tudi v različne sisteme medknjižnične izposoje, tako da medknjižnična izposoja v resnici poteka na različne načine. Seveda v vašem imenu si seveda lahko sposodimo knjigo iz tujine po pošti, kar je cenovno seveda dokaj drago, začne se tam pri 24 evrih. Obstajajo pa tudi drugi načini pošiljanja gradiva, če to dopuščajo avtorsko-pravne omejitve, se pravi v nekaterih redkih primerih tudi elektronske knjige, potem skenograme knjig, ki so izvzete iz avtorske pravice, potem pa tudi članke, prispevke iz zbornikov, skratka sestavne dele pa pogosto posredujemo kar po elektronski pošti oziroma na elektronski način in to zelo hitro, že v nekaj urah. Zdaj seveda medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, recimo članek, stroški za posredovanje članka se začnejo tam pri 10 evrih, kar je včasih še zmeraj bolj ugodno, kot če ga kupite neposredno pri založniku. Knjiga, kot sem že rekel, se začne pri 24 evrih, odvisno od stroškov. Zdaj, če imate kakšno potrebo po gradivu, tukaj lahko dobite kontaktne podatke, pa lahko seveda vprašate kolege o predvidenih stroških, rokih dobave in se potem dogovorite za posredovanje želene publikacije. No, povezana z medknjižnično izposojo je tudi naročanje elektronskih knjig na zahtevo, se pravi EOD. EOD, tukaj gre za naročanje skenogramov knjig, ki so jim že potekle avtorske pravice, se pravi so javni domeni, se pravi, ki so išle nekje do leta 1945, lahko kar preko elektronskega kataloga s posebnim gumbom naročite digitalizacijo neke knjige. Seveda je ta storitev plačljiva. No, druga storitev, ki jo moram omeniti, je naročanje kopij člankov. Se pravi, če imate podatke o nekem članku, v neki reviji, nam lahko tukaj na navedene načine, se pravi z elektronsko naročilnico, preko elektronske pošte ali kako drugače, pač naročite kopijo članka oziroma skenogram članka in potem vam to posredujemo v nekaj dneh. Storitev je seveda spet plačljiva. No, potem pa lahko pri nas naročite tudi izdelavo reprodukcij določene številke časnika. Na nek določen dan to pri nas naročajo ljudje, predvsem za kakšne jubileje. Na tej spletni strani lahko vidite, kakšne so cene, kateri so naslovi in potem tudi naročite tako kopijo, ki jo dobite v posebni kartonski mapi.
No, druga plačljiva storitev je tudi izdelava bibliografij raziskovalcev, kjer pač preko našega kontakta se pač dogovorite za vnos pač vaše osebne bibliografije. No, omeniti moramo pa tudi tečaje za uporabnike. Pri nas imamo kar bogato izobraževalno dejavnost za uporabnike. Če odprete mrežnik in pa izobraževanja, imamo kar nekaj tečajev, kjer najprej uporabnike izobražujemo, kako lahko iščejo po teh različnih elektronskih informacijskih virih. To so ti viri, ki so opisani na mrežniku, se pravi, kako poteka iskanje, kaj morate paziti, kako dostopamo do različnih virov, seveda precej bolj globoko in na široko, kakor sem jaz to razlagal, to tudi na praktičnih primerih kolegica ponazori. Potem drug tečaj je uporaba megaiskalnika, ta tečaj je nekoliko krajši. Potem so pa še drugi tečaji, uporaba citatnih indeksov, uporaba orodij za uporabljanje bibliografskih referenc, se pravi, da imate, bom rekel, te bibliografske podatke, literaturo, ki jo rabite, urejate z enim posebnim programom na spletu, in pa tudi izvajamo izobraževanje avtorjev za objavo v odprtem dostopu, se pravi, na kaj je treba paziti, kaj je s plenilskimi revijami, kako ugotovimo, katere revije so verodostojne. No, poleg izobraževanja pa imamo tudi druga izobraževalna gradiva, to so ti vodiči, kjer vodijo recimo po našem računalniškem katalogu, naštejejo različne informacijske vire za raziskovanje knjižnične zbirke, usmerjajo na nacionalne knjižnice in tako naprej. To so pač učna gradiva, ki so namenjena za samostojno izobraževanje. Nekatera so krajša, druga so daljša. Prav tako na mrežniku boste našli razdelek Odprta znanost. Tukaj so zbrane informacije, nasveti za podporo objavljanju v odprtem dostopu, se pravi, kje lahko poiščemo takšne objave, kje lahko preverimo različne znanstvene revije, kakšni so recimo načini odprtega objavljanja in tako naprej. Skratka, posebna spletna stran, ki vam daje ene osnovne informacije, da se boste lažje znašli pač pri samostojnem objavljanju v odprtem dostopu. Tukaj tudi so navedene te ugodnosti raziskovalce, se pravi financiranje objav v odprtem dostopu, ki so bile izpogajane s temi pogodbami z založniki revij. Tukaj je pregled pač vseh založnikov in potem tukaj nas lahko prek tega kontaktirate, če želite uveljaviti pač to plačilo za vašo objavo članka. No, sklenili bomo pa ta tečaj s predstavitvijo naše pomoči. Če boste kdaj rabili pomoč pri iskanju ali pa dostopu do gradiva, če se mogoče ne boste znašli pri iskanju po podatkovnih zbirkah ali naših
katalogih ali potrebujete nekoga, da vam naredi informacijsko poizvedbo na neko temo. Na tej strani so naši kontakti, se pravi, lahko nas osebno obiščete, pokličete, naročite se lahko tudi na svetovanje nadaljavo, se pravi preko orodja Zoom, preko spletnega obrazca ali pa nam tudi zastavite vprašanje, na katerega pač boste dobili odgovor. Tako, s tem bi zaključili s tečajem. Jaz upam, da ste dobili en tak širok pregled nad tem, kaj vse lahko v Nuku dobite, kaj vse lahko od nas pričakujete, od različnih virov, storitev in kontaktov. Tako da v Nuku vas z veseljem pričakujemo. Če boste imeli kakšno vprašanje, pa zdaj veste, kako se lahko obrnete na nas. Hvala za pozornost in nasvidenje.